V počastitev 650. obletnice Novega mesta so v Jakčevem domu odprli novo likovno razstavo. Nastala je v sodelovanju s sodobnimi umetniki, ki so več let ustvarjalno povezani z Novim mestom. Po sklepu tričlanske strokovne komisije so bila izbrana dela Hama Čavrka, Nataše Mirtič, Janka Orača, Andreje Švener, Branka Šustra in Uroša Weinbergerja. Avtorje smo zbrali na podlagi njihovih likovnih ustvarjanj in pa sicer predvsem smo gledali na to, da so povezani z Novim mestom. Da so ali ustvarjajo že dolgo let tukaj ali so rojeni tukaj, nekako so morali biti povezani z Novim mestom. Tema razstave je bila predpisana in sicer se nanaša na Novo mesto, zato tudi naslov Novo mesto, mesto navdiha. Zame je to mesto, ki mi je tudi oblikovalo, pravzaprav sem si tukaj ustvaril neko svojo filozofijo in vse. In v mestu lahko najdem vedno nek navdih. In tudi jaz sem se tukaj odločil, da predstavim en novejši cikl del, ki se navezuje na Novo mesto. Predvsem sem se osredotočil na neke fragmente iz naše bogate dediščine, od Kapiteljske njive do Kluka Krke, ampak glavni navdih te moje neskončne reke skozi mesto, kar je naslov tega cikla, je Keteva poezija Pesem na trgu. Nisem Novomeščanka, izhajam iz Dolenjskih Toplic, ampak v Novem mestu živim že 16 let, ko sem ga vzela za svoje mesto. Tukaj se je začela tudi moja umetniška pot. Postala sem prepoznavna grafičarka ravno s tem bienalom slovenske grafike, ki je bil v Jakčevem domu, takrat dobila nagrado, tako da je na nek način me res potegnilo ven iz mogoče anonimnosti in navdihovalo in začrtalo pot, ja. Tako da lahko rečem, je mesto navdiha. Sama silhueta Novega mesta je že taka likovno zelo obamljiva. Ta Kluk reke Krke ponuja dosti likovnih rešitev, drugače pa sama zgodovina Novega mesta tista, ki vleče. Je veliko stvari, ki so v bistvu drobčki, ki so potem v mozaiku teh likovnih stvaritev vse vidijo. Vsak avtor je Novo mesto predstavil na svojstven način, ki ni nujno povezan z največjimi znamenitostmi dolenjske prestolnice. Del mladosti je del česa, kar sem preživel in neki spomini so, neki podzavesti. Mercator je simbol slovenstva, simbol kot tudi potrošniške družbe in tudi s tem, ko je slovensko, tudi dolenjsko, tudi novomeško. Mercator smo vsi hodili kot mulci, to je bila edina trgovina v Prečni, kjer sem živel, kamor sem hodil kupovati. To je bila mečkana štatunca, to je bilo še v 80-ih. Trgovka je na računalnik pa na roke računala. Jaz sem dal liste, ki ne prinesla izdelke. Zraven sta bila dva pijančka, ko sta perček hodila, kaj piti. Cela vas je tam zbirala in bila ena skupnost. Jaz sem v Novem mestu poznan po močnih barvah, po eksplozijih barv. Tokrat sem se nekako usmeril bolj v grafični način, torej sem predstavil en del grafik mojih lesorezov tam. Tukaj sem uporabil lesoreze na mojih objektih, ker sem oblekel, to pomeni, da je šla grafika fizično v prostor. To, kar pa v zadnjih 2 letih tudi pripravljam, občasno so pa moje večje kompozicije, lahko bi rekli matric za grafiko lesorezov, vendar jih jaz zdaj spreminjam že v plitke reliefe, v večje likovne kompozicije. Ta dela so nastala prav za to razstavo na povabilo. V bistvu sem z njimi malo povedala svojo intimno zgodbo, zgodbo mojih začetkov, pa v bistvu malo nakazala tudi mogoče eno kritično noto, ampak skrila v zelo tako abstrakcijo, tako da bo mogel se vsak gledalec malo potruditi. Tudi Weinberger v svojem delu izpostavlja družbeno problematiko. Eno obdobje je bilo pred prihodom BTC-ja in teh nakupovalnih središč, ki so v bistvu razbili stare skupnosti, stara središča. Novomeški center je umrl, vsi so umrle, vsi so v bistvu ušli ven na periferijo, avtoceste, na bencinske črpalke. To se je zgodilo, to je ta žalostna zgodba napredka. Razstava Novo mesto, mesto navdiha bo v Jakčevem domu na ogled do 25. aprila.